Miha Kordiš je 33-letni diplomirani filozof in literarni komparativist. Kandidira s podporo stranke Levica. Trenutno je poslanec v državnem zboru. Za začetek smo ga vprašali, kakšno je njegovo mnenje o položaju oseb z izgubo sluha v Sloveniji, kaj se mu zdi dobra praksa in kje vidi potrebne izboljšave. Mislim, da je v tej državi zelo slabo poskrbljeno za invalide, še posebej za delovne invalide vseh kategorij. In na to mislim, da moramo odgovoriti kot družba solidarnosti. Mi sami sebi ne moramo reči družba enakih, družba enakopravnih, če pa določene skupine naših sodržavljank in sodržavljanov pustimo za sabo. Prostor, ki se je začel odpirati v zadnjih letih, se mi zdi zelo pomemben, da smo kot družba, in to vidim kot tisti največji dosežek, da smo kot družba postali senzibilni na težave, ki jih invalidi imajo, ker samo na tak način se potem lahko v politiko prevaja ta glas. No, in tudi sam želim delovati na mestu predsednika republike kot glas za ljudi, ki se jih v družbi sicer ne sliši. Kako se po vašem razlikujete od drugih kandidatov in kandidatk, oziroma zakaj naj invalidi volijo vas? Geslo, s katerim se v Levici podajamo na te predsedniške volitve, je geslo Tvoj glas, tvoj predsednik. Zakaj? Zato, ker je velika večina državljank in državljanov v naši družbi, tako ali pa drugače, delavcev. Ti delavci družbo živijo, družba je od njih življenjsko odvisna. Nazadnje smo to videli recimo v razmerah epidemije COVID-19. Nismo pogrešali menedžerjev, živele so nas medicinske sestre, živele so nas trgovke, zaposleni v komunalnih službah, šoferji in tako naprej. In stiske, s katerimi se soočajo invalidi, so stiske delavcev, samo v še bolj zagonetnemu položaju. Ravno zato, ker nam v družbi solidarnosti manjka. Jaz želim biti glas za običajne delovne ljudi, ki glasu v politiki nimajo, da se jih sploh sliši. Katera zadolžitev predsednika republike se vam zdi najpomembnejša? Formalno ima predsednik republike precej omejena pooblastila, glavno težo izvršne oblasti pri nas nosi vlada, zakonodajne pa državni zbor. Ključna funkcija predsednika je to, česar se je oprijelo ime moralna avtoriteta. Se pravi, da spregovori v družbi takrat, ko je potrebno spregovoriti in opozori na pomembne družbene prioritete, torej s čim bi se kot družba morali ukvarjati. In tukaj naj bom popolnoma jasen. Moje prioritete so obramba javnega zdravstvenega sistema, brez zdravnikov dvoživk, ki ustvarjajo čakalne vrste, brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali kakršnihkoli doplačil iz žepa, zagotavljanje varne starosti za slehernega med nami po zmožnostih in po potrebah ljudi, da imamo javne domove starejših občanov, da imamo sprejemljive oskrbnine oziroma jih raje sploh nimamo in jih zamenjamo z solidarnim prispevkom, da zgradimo oskrbo v skupnosti. Na podoben solidaren način moramo kot družba zagotavljati tudi stanovanja. Zelo velika stiska moje generacije je, kako priti do svoje strehe nad glavo. Kot družba in kot država jo moramo priskrbeti na način človekove pravice, ne pa, da se ljudje ukvarjajo z oderuškimi najemninami, lastništvo nepremičnin pa koncentrira v rokah kapitala. In navsezadnje, največji izziv, največja kriza naše generacije je kriza podnebnega zloma. Ni omejena na posameznega človeka, posamezno stranko, niti ne na posamezno državo. To je kriza celotnega človeštva in kot celotno človeštvo se moramo na njo tudi odzvati. Zato neprestano izpostavljam, da mora Slovenija na mednarodnem parketu delovati za slogo, za mir, za solidarnost in za bratstvo med narodi. Kako lahko vplivate na izboljšanje invalidskega varstva pri nas? Kateri so tisti pomembni ukrepi, ki naši državi še manjkajo? Morda poznate kakšen dober primer oziroma dobro prakso iz tujine? Invalide ne vidim kot posebno skupino, kot sem že izpostavil, vidim jih kot del delavskega razreda, za katerega mora poskrbeti socialna država.
Čisto prvo dejanje na mesto predsednika republike, o katerem sem tudi javno spregovoril, bi bilo, da na pogovor povabim delavske predstavnike sindikalno organiziranega delavstva, predstavnike različnih družbenih gibanj in predstavnike okoljskih aktivistov. Skupaj z njimi bi želel zgraditi nabor družbenih prioritet in jih nato tudi izvajati, tudi z državljansko mobilizacijo, če drugače ne bi šlo. No in v tej skupini, s katero mora predsednik republike delovati z roko v roki, tako rekoč z roko v roki z ljudstvom, so tudi invalidi in tudi njihove potrebe. Pri katerih invalidskih temah boste najbolj glasni? In zakaj se boste zavzemali kot potencialni predsednik? Bolj kot večina ljudi v naši družbi se ravno invalidi zavedajo, kaj pomeni javni zdravstveni sistem. Kaj to pomeni, da ti ni treba za vsako stvar plačati, oziroma kako daleč je ta privatizacija našega javnega zdravstvenega sistema že napredovala, ker ti na vsakem koraku izstavljajo račun, oziroma so javne zdravstvene storitve tako zelo podhranjene, da normalno ne prideš na vrsto in ne prideš do oskrbe, kot bi jo potreboval. Zato je čisto prvo vsebinsko področje, na katerega bom kot predsednik izpostavljal, ravno obramba javnega zdravstvenega sistema in da se ga naredi v celoti dosledno brezplačnega, brez doplačil iz žepa, vključno z medicinskimi pripomočki. Kje na področju invalidskega in socialnega varstva Slovenija najbolj zaostaja? In kje je najbolj napredna? Slovenija je v zadnjih 30 letih, ko je z vseh strani pritiska establishment za privatizacijo, še vedno ohranila določeno raven robatosti našega socialnega sistema in socialne države. Javno zdravstvo je tisto prvo, ki ga kaže izpostaviti. In tu mislim, da smo kljub vsemu še vedno med najnaprednejšimi državami, a hkrati se pa tu zarisujejo tudi najbolj dramatične pomanjkljivosti. Zato javno zdravstvo na prvem mestu. Volitve predsednika Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo 23. oktobra. Predčasno pa lahko volite od 18. do 20. oktobra.